Za uvod v današnje praznovanje bodo folklorniki folklorne skupine Duplo odplesali splet štajerskih plesov, nato pa nas bo predsednik Sveta krajevne skupnosti Pišece gospod Peter Skrivalnik popeljal po prehojeni poti preteklega leta in začrtani poti naslednjega leta. Gospe in gospodje, v imenu Sveta krajevne skupnosti vam prav prisrčen pozdrav. V naši sredini pozdravljam gospoda Ivana Malana, župana občine Brežice, so bile začasno osvojene Pišece. Ta dogodek je le delček mozaika bogate zgodovine našega kraja, ki pa se ga vsako leto prav radi spomnimo. Mineva 24 let samostojnosti naše države, ki smo si jo večina izmed nas predstavljali malo drugače, kot je pa na današnji dan. V svetu krajevne skupnosti pa smo kljub vsem težavam, ki nas obdajajo, postajamo optimistični. Rad bi spomnil nas vse, da ne pozabimo, kaj vse smo v krajevni skupnosti pridobili v preteklih 10 letih. Modernizirali smo 6770 metrov krajevnih cest, obnovljena je bila lokalna cesta globoko Pišece v dolžini 7 km. V centru Pišec smo pridobili novo javno razsvetljavo z pločnikom. Z rekonstrukcijo večnamenskega doma se zgodil novi gasilski dom. Neverjetna številka je. Skupna vrednost vložena v javno infrastrukturo v 10 letih je znašala 1 510 000 evrov. Zmanjšana sredstva države za občinski proračun za leto 2015 je prizadel tudi našo krajevno skupnost. Vendar smo s pomočjo župana in občinskega sveta pridobili sredstva za modernizacijo ceste Kune-Čanelič v dolžini 250 metrov in pa za obnovo strehe na Meriški Vežici. Dela se bodo kmalu pričela. Ob koncu lanskega leta smo v naši krajevni skupnosti pridobili novo trgovino, kar je zelo pomembno za nadaljnji razvoj naše lokalne skupnosti. Ob tej priložnosti se zahvaljujem družini Vrstovšek za lepo obnovljen objekt z okolico. Zahvaljujem se županu občine Brežice, občinskemu svetu in občinskim strokovnim službam za korektno sodelovanje in takšno sodelovanje si želimo v krajevni skupnosti še naprej. Vsem krajanom in gostom želim prijetno druženje in praznovanje praznika krajevne skupnosti. Hvala.
Je 7. julija 1944 leta prvi bataljon Kozjanskega odreda prvič začasno osvobodil Pišece in tako se ob krajevnem prazniku vsako leto spomnimo žrtev, ki so v takratni borbi izgubili življenja. Pozabljene so mnoge stvari, ki jih ne bi smeli pozabiti. Spomini na grozote, okupacije ne smejo izginiti. Ostati morajo v imenu vseh tistih, ki so ostali v taboriščih in v opomin živim, zlasti pa mlajšemu rodu. Spoštovane Pišečanke, spoštovani Pišečani, spoštovani še živeči borci in aktivisti narodno-osvobodilne borbe, cenjeni gostje na čelo z gospodoma županom in poslancem, spoštovani praporščaki, Pišice, tovariši, gospe in gospodje. Kot že rečeno, te dni mineva 71 let, kar sta Kostrevčev Miha iz Blatnega in Petančičev Ivan iz Piršenbrega s sekirami na čelo jurišnega voda prvega bataljona Kozjanskega odreda s sekirama razbila vrata v faruš Pišečke cerkve in z bombami končala nekajurno bitko za Pišece, ki so jo nad nemško postojanko izbojevali kozjanski borci. Ta dan slavite Pišečani kot vaš krajevni praznik, s ponosom. Takrat je padla še ena od sovražnikovih postojank in napovedala, da se okupatorju slabo piše. Vendar do zmage je bilo še daleč. Veliko žrtev je še padlo tudi na območju Pišečkega. Spomnimo se samo Lastin. Nedavno preminuli arhitekt Filipčič, ki je avtor tega spomenika tu za mano, je že nekaj let nazaj izdelal idejni projekt. Samo voljo in denar širše družbene skupnosti, mislim tu seveda na krajevno skupnost in občino, je treba najti, da bi slej ko prej tudi Pišece, kot ena zadnjih krajevnih skupnosti v naši občini, dobila pomnik, na katerem bi bile poimensko skupaj zabeležene žrtve druge svetovne vojne, tako med borci narodno-osvobodilne borbe, izgnanci, kot drugimi žrtvami okupatorjevega nasilja v času 1941-1945. Kot že rečeno, smo v letu, ko praznujemo 70 let zmage nad nacifašizmom. Praznujemo ga z mnogimi proslavami in drugimi obeležji, zavedajoč se, da so naši predniki v tistem času z ogromno večino stopili na stran antihitlerjevske koalicije in postavili slovenski narod ob bok zaveznikov, zmagovalcev druge svetovne vojne. No, nekateri so izbrali drugo pot, se podali na drugo stran, v izdajstvo, storili mnoge vojne zločine in pahnili narod v bratomorno vojno. Danes pa ti isti okupatorji in hlapci in njih podmladek omalovažujejo pridobitve zmage, poskušajo spreminjati zgodovino, opravičujejo izdajstvo starše in rodbine, se sklicujejo na boj proti komunizmu in počnejo vse vrste drugih neumnosti, da bi prikrili svojo sramoto. Izdajstvo svojega naroda se namreč ne pozabi in nanj med normalnimi ljudmi tudi ni opravičila. Trditve, da so bili slovenski partizani sami komunisti, da so se borili le zoper cerkve in verujoče, je idiotizem, ki ga je lepo razkrila celo ne boste verjeli Wikipedija. Namreč več kot 85% slovenskih partizanov leta 1945 je bilo vernih ljudi.
ki so se borili za svojo svobodo, za svojo družino, da bi lahko po vojni lepše in spodobneje ter predvsem svobodno živeli. Vodili so jih komunisti, seveda so jih. Saj so se vsi ostali ali skrili v miši lukne, ali pa izdali svoj narod in prestopili k okupatorjem. Le krščanski socialisti, levo krilo Sokola in kulturniki ter še nekateri so poleg komunistov imeli toliko koraže, da so se z orožjem v rokah uprli. Seveda, danes bi bili vsi radi poleg zmagovalcev, nekateri celo na mesto njih. In potem nedavno na televiziji politik, za katerega itak znano, da zanj v tej državi nič ne velja, od sodnije do resta, pravi, da so partizani požgali in razdajali več šol kot Nemci. Res, so jih. Ker so se slednji tam skrivali, jih imeli za postojanke. Kot so to počeli s cerkvami, s katerimi so nekateri njihovi domobranski hlapci sami predlagali naj spremenijo utrdbe in s katerih so hodili potem skupno pobijati, ropati in požigati po slovenski zemlji. Ko so odhajali pobijati slovenske domoljube, duhovnike, učitelje, intelektualce, kmete, brez razlike. In taki bi se danes šli spravljati. Kakšni sprave, vas sprašujem? S kom? Mrtvi so se že zdavnaj spravili med seboj, živi udeleženci druge svetovne vojne pa dobro vedo, da se z izdajstvom nikdar ne moreš in tudi ne smeš spraviti, če imaš kaj ponosa v sebi. Moja generacija in generacija mlajših, ki pa te kalvarije ni doživela, pa se tudi nima s kom spravljati. Nič nismo nikomor za Boga milega naredili, da bi se spravljali. Moramo pa živeti in predvsem delati skupaj. In to strpno, brez sovraštva, brez prekopavanja kosti, brez spreminjanja zgodovine, z vsem svojim znanjem in voljo, če hočemo, da se izkopljemo iz brezna, ki so nam ga po letu 91 skuhali že prej omenjeni tak in drugačne barve osamosvojitelji, pod narekovaji, ki so poskrbeli predvsem in zlasti za lastne žepe. Spoštovani, spoznanje, da imamo danes v Sloveniji otroke, ki so lačni, ki z rosnimi očmi gledajo za koščkom kruha, ki ostane po šolski malici, ker ga doma nimajo, nam mora biti vodilo, da čim prej pospravimo z njimi in za njimi, mislim na politike, nehamo prodajati podjetja in banke, ki smo jih prej sami sanirali, kapitalistom, ki danes v imenu neke bolj pomembne skupnosti delajo to, kar ni uspel narediti Hitler z divizijami. Oni pa so to uspeli storiti svojo gospodarsko in finančno politiko. In še učijo nas, da moramo biti strpni in da je to edino prav. Pa je? Po mojem mnenju ni. In težko me bo kdo prepričal drugače, če zdalje teže. Pa sploh ne želim biti populist. Se mi pa vse bolj dozdeva, da smo nekako zgodovinsko gledano v letu 1934. Še bolj zato, ker povsod po tako imenovani demokratični Evropi uživljajo ideje nacifašizma. Spomnimo se samo naše bližnje soseščine. Vlade teh držav, ključno z našo, pa tudi trznejo, ko si posamezni nestrpni politiki umišljajo celo svoje paravojaške skupine. No, pri nam celo predsednik države to požegna v svoji narcisoidnosti, v svoji prisotnosti. Pa vsaj za trenutek danes pozabimo na naš vsakdanji. Pišečani, zaslužili ste si svoje slavje za svoj praznik. Uživajte in lepo praznujte. Jutri pa bo nov dan in nove priložnosti za skupno dobro in izkoristimo jih. Lep večer vam želim. Pojdi zdaj domov, žrtvuj se in ne straši se grobov. Če vrnem se, ko svet bo nov. Na različnih področjih, da ni krajevna skupnost samo investicije, čeprav vem, da se jih najbolj veselite, da je krajevna skupnost tudi tista, ki spodbuja društveno življenje, ki spodbuja šolo, ki spodbuja predvsem nekakšen utrip kraja. Mene veseli, da v občini Brežice imamo večina krajevnih skupnosti, ki so zelo zagnani in imamo predvsem še vedno tudi ljudi,
ki ste pripravljeni marsikaj prostovoljno narediti. Žal danes prihajamo v zelo zahtevne čase. Tudi v občinah se nam težko piše, saj dejansko vsaki dan se nam zmanjšujejo sredstva, po drugi strani pa so tako želje kot tudi potrebe vsaki dan večje. Naj povem podatek, da tudi letošnje leto bo občina Brežice prijela približno 1 milijon manj sredstev od lanskega leta, 2012 pa je bilo to 2 milijona 200 več sredstev. Seveda, to mislim s tem ne jokati, ne obteževati nekoga. Vemo, da so pač časi težki in da seveda denarja vsaki dan manj. Je pa pred nami izjemen izziv, tako občinskega sveta, krajevnih skupnosti, kot tudi mene in občinske uprave, kako s tem denarjem najbolj pravično in pa seveda dobro gospodariti. Dejstvo je, da na eni strani, kot ste slišali, se vsi želimo investicij, na drugi strani pa moramo skrbeti tudi za to, kar je rekel moj predhodnik, gospod Stane, da ne bojo ljudje lačni, da ne bojo seveda le te socialne krize še večje in podobno. Zato seveda na nek način poskušamo uravnotežiti tudi proračune, tudi krajevni skupnost, delno tudi morda z nekimi varčevanji malo zmanjšanje, predvsem pa tudi z zmanjšanjem investicij, kajti oboje se ne da. In seveda jaz upam, da bomo v Brežicah našli toliko modrosti, da se bomo tudi dogovorili o prihodnjih proračunih in seveda, da bomo našli kompromis med možnim in seveda željami. Sam osebno seveda sem še vedno optimističen, zato kajti občina Brežice je zadnjih 10 let izredno dobro gospodarila, imeli smo izjemno veliko investicij, čez 10 milijonov evrov in vedno smo skrbeli za to, da se nismo prezadolžili, da nimamo nekih bremen, tako kot marsikje, tako v državi ali pa še kateri drugi in na račun bremen praktično umiramo. Dejansko občina Brežice se ni zadolževala, treba pa seveda s tem, kar imamo tudi dobro gospodariti. Jaz osebno verjamem, da bo tudi v krajevni skupnosti še razvijalo. Dejansko poleg vseh investicij je zelo pomembno, da imate šolo, da imate v njej seveda tudi vrtce in da lahko zagotavljate najmlajšim pogoje. Prav tako seveda, da tudi se družite v društvih in pa seveda tudi takšne prireditve, ki vas povezujejo. Zato seveda z vsem spoštovanjem na obletnico, ki jo praznujete, seveda še bolj pomembno pa je, da znajdemo neko umirjenost in pa seveda predvsem kako z tem danimi možnostmi, ki jih imamo, čim bolj prijetno in pa dobro gospodariti za prihodnost. Zato vam jaz danes čestitam in želim vam vse dobro v prihodnosti. Hvala lepa. Ravno tako že nekaj let organizira ocenjevanje vin, svojim prizadevnim delom pa se aktivno vključuje v dogodke in prireditve, ki potekajo v naši krajevni skupnosti. Svet krajevne skupnosti Pišece tako o 15-letnici delovanja podeljuje priznanje za zavzeto in uspešno delo na področju vinogradništva in vsestransko aktivnost življenja naše krajevne skupnosti. Prosim gospoda skrivalnika, da podeli priznanje, gospoda Vinka Lesenška, predsednika vinogradniškega društva Pišece pa, da ga sprejme. Najlepša hvala. Upamo, da se bomo še trudili naprej in delali
skupaj z turističnim društvom in seveda z našo krajevno skupnostjo, ki je naš interni povezovatelj, kaj napravimo vse prek krajevne skupnosti. Hvala lepa. Društvo. Še eno priznanje imamo letos. Svet krajevne skupnosti Pišece je sprejel sklep, da priznanje za zavzeto in uspešno delo na področju gasilstva in požarne varnosti in vsestransko aktivnost v življenju krajevne skupnosti prejme Jože Krulc, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Pišece in član poveljstva Gasilske zveze Brežice. Svoje aktivnosti intenzivno usmeril v izgradnjo novega gasilskega doma. Prosim, da sprejmete priznanje. Sediš tako mali. Tega lepega je bilo povedati, da se sprašujem, če to gre za mene. Res, da ob Pišecah je vsak krajan skoraj vključen v 3 društva, ker si tako malo. Zato pa toliko veliko naredimo. Jaz sem se posvetil predvsem gasilstvo in res svoj prosti čas, pa še več prostega časa, ko ga imam, sem posvetil res gasilstvo. Tudi malo v druga društva, seveda tudi v delovanju krajevne skupnosti. Res, da sem že rahlo razmišljal, da se upokojim z tega področja, ampak danes pa tole bom še malo razmislil. Hvala lepa. So zdravila
Oj,